Dobro, pred nami prva lekcija, potem vprašanje in odgovori, delavnice. Vse več prijateljev se povezuje z nami v današnjem procesu in moramo biti pozorni, da nas gledajo in poslušajo mnogi prijatelji in skupine in zatorej in moramo poskušati biti organizirani in tako, da se držimo razporeda, tako, da se bodo ljudje normalno počutili, da je to kongres. Tu so se zbrali ljudje iz mnogih držav, to je edinstveno mesto, povezujejo se mnogi prijatelji, mnogi ljudje. Torej, poglejmo. Topika, tema je duhovni koren krogov, linije in korekcija. Najbolj osnovna knjiga za študij stvarstva je študij 10 sefirot in sestoji se iz sledečega. Iz prvega dela, vsega skupaj 16 delov, prvi del je sestavljen, v njem je razloženo, kaj je svet en sof, krog. Ta krog je bil stvoren pod vplivom svetlobe in svetloba je stvorila željo in ta želja je bila izpolnjena in potem je vse padlo znotraj želje. Želje so kakor oblike svetlobe, kompletno vezane z svetlobo, določene. To stanje je imenovano en sof. Naslednji del te knjige govori o Igulim in Jošer, o krogih in črtah. Igul, krog, je tisto, kar je formirano z željo, da se potem preobrne v kav, v linijo. In kav so kakor cevi v podobnosti z svetlobi in napolnjujejo sedaj kroge. In to dejanje že prehaja od spodnjega k zgornjemu, torej preko tega, da stvaritev želi biti podobna stvarniku. In izkaže se, da končno je stvarstvo prihaja od zgore, je povsem okrogla, torej stvarstvo, ki prihaja od zgore, je okroglo. In stvaritev je egoistična in napolnjuje ta isti svet Ensofa preko cevi, linij. Kakor Baal HaSulam piše v 10 sefirotih, svetloba Ensof je enostavna in zatega potrebuje restrikcijo. Torej, da se stvorijo krogi, ki so enakomerni z vseh strani. V gematriji krog je popoln, medtem ko trikotnik recimo ima kote in ima restrikcijo že. Torej, kaj želi tu reči? Vse bomo obravnavali praktično. Od zgoraj vsi fenomeni delujejo preko stvarnika. Stvarnik deluje na nas. In vsi fenomeni so manifestacijo te sile in delujejo na nas na način kroga. Kaj to pomeni? To je povsem izenačeno, enako
za vsakogar. To je krog. In zaradi tega tako moramo to percipirati. Vse, kar se pojavlja, prihaja od zgoraj na način svetlobe, ki enako vpliva na vse od nas. In v takšni aktivnosti od zgoraj ni nobenih preferenc, takih ali drugačnih, nasproti drugemu ali negibnemu rastlinskemu, živalskemu, nobenih preferenc. Vse je obravnavano enako. Vse vrste ljudi, tipi ljudi, ni pomembno, kako so razbiti. Njegov odnos do njih je povsem enak, absolutno enak. To pomeni, zgodna svetloba si je enakomerno vsem in se ne spreminja glede na specifičnega posameznika v eni stopni ali drugi, nikoli. In vse izhaja iz ravne zgodne svetlobe, ki napolnjuje vse. To študiramo v učenju 10 sefirot, kakor vse, kar se nam dogodi, to je odvisno od reakcije, od razvitja, ki se vzpostavi v gibanje z našimi željami samimi. Kajti obstajajo različne želje in različne kvalitete z različnimi intenzivnostmi. Njihova kompozicija, njihova sestava je različna, zato ker so želje pomešane in vsak ima drugačne želje, različna hotenja in vendar zgornja svetloba obravnava vsakoga na isti način. Torej, vendar mi reagiramo na zgornjo svetlobo različno. Do tiste mere, kakor ima človek možnosti, kako lahko primerno percipira svetlobo, pravilno lahko v redu reagira na to svetlobo. Če je nekdo bolj pameten, potem je njegovo delo bolj zahtevno. In če je nekdo močnejši, potem bo moral delati težje delo, ker je močnejši, kakor tisti, ki je šibak. To je razlika, vendar glede na vpliv same svetlobe, nasproti vsakemu od nas je absolutno enak. In to je zelo precizno skalkulirano. Vsakdo, ki posluša, svetloba deluje na nas in in oni uredijo vsako bitje od neživega, rastlinskega, živalskega z ozirom na stvarnika, na precizen način. In če kdorkoli se počuti bedno ali napadenega na kakršenkoli način, ali kakorkoli vplivanega, pozitivno ali negativno, od vere, usode, stvarnika, življenja, ni pomembno, kako rečemo, da bo ta oseba morala pogledati globoko vase in bo videla, da ni nobene razlike med njim in drugimi. V teh kvalitetah, teh lastnostih, kajti stvarnik obravnava vsakega enako. In tu je vse usklajeno. Še bolj on obravnava vsakega za absolutno dobroto. On je dobri, ki dela dobro. In kje to vidimo? To je tudi odvisno od tega, kako mi aktualiziramo naše kvalitete pod njegovo
absolutno dobro in prijazno naravnanostjo do nas. Problem je, da mi ne želimo se učiti, da ne želimo si prizadevati in se izobraževati na pravilen način pod njegovim vplivom. In kot rezultat iz generacije v generacijo akumulira in rezultat je žalosten, kako lahko vidimo. Čeprav svetloba si je na vsakogar na absolutno enak način. Celo direktna svetloba in napolnjuje vse, izpolnjuje vse sabo, vendar mi samo potavamo v tem in se počutimo zelo neudobno pri tem, zelo nesigurno pod njenim delovanjem. Vse do tega, da se nahajamo v skrajno nasprotnih kvalitetah nasproti svetlobi in vsak vpliv svetlobe nasproti nam celo pozitiven in čim bolj pozitiven dejansko je, bolj negativno ga občutimo. To je naša reakcija, kajti občutimo, da smo še bolj nasprotni le temu. Zato, da bi korigirali to stanje in podučili bitja, da bi postali kakor stvarnik in da bi se izničila nasproti stvarnikovim zakonom in da ga bi spoznala. Obstaja sistem korekcije za voljo ravno tega. Tudi sistem korekcij nam je dala metoda korekcije, kabala. In kot serijo vežb imenovanih integralna edukacija ali morda delavnice ali kakršnokoli drugo ime, ki ga lahko uporabimo za to, torej razne dejanja, ki jih lahko storimo v tej zvezi. In kaj je v tem za nas? Dejstvo je, da mi zaznavamo svet preko naših čutov in če mi začnemo izvajati določene vežbe, ki nas naredijo bolj ekvivalentne, bolj podobne, kakor krog, v tem primeru tudi če pri našem najnižjem, najmanjšem nivoju brez razumevanja, povsem mehanično, če se naredimo bolj podobne svetlobe, v tem primeru bomo začeli prihajati bliže k njej. Ne da bo to povsem nasprotnim našim kvalitetam, temveč bomo začeli postajati podobni in svetloba bo začela vplivati na nas močneje. In naša podobnost z svetlobo bo pol imenovana linija. Kav, kje to vidimo? No, ni tako pomembno. Tudi tule. In te linije bodo kakor tanka cev, skozi katero bo zgornja svetloba potovala in se razširjala v odprti prostor. To smo se učili, torej obstaja v vseh naših učbenikih naše z stvarnikom, naša povezava s stvarnikom se dogaja preko tako imenovane cevi, cinor, linije. In čeprav smo povsem nasprotni svetlobi, če poskušamo biti podobni svetlobi, preko tega, da naredimo krog iz nas samih, kar je podobno krogu svetlobe, ki je okrogel,
in neskončen, in če povežemo zdaj ta dva kroga preko cevi, ne obstajajo cevi in krogi v svetu. To je simbol, to simbolizira stopnjo naše povezanosti, naše konjunkcije med nami in zgornjo svetlobo. In tu bi moralo biti jasno, da če en človek poskuša to narediti, to bo vedno propadel. Zakaj? S kom pa bo naredil krog? Zato sta potrebna vsaj dva človeka. Vendar vemo, da zgornja svetloba se gradi v skladu z željem, ki ga stvorijo preko 10 emanacij, preko 10 konsekutivnih spremembah se hotenje, želja gradi preko 10 stopenj, in če želimo biti podobni zgornji svetlobi, bi bilo zaželjeno, če je naša podobnost z njo se dogodi znotraj vsaj 10 ljudi, kajti v našem svetu je kvaliteta dajanja reprezentirana z moškimi in sprejemanje z ženskami. In krog se imenuje minjan, 10 moških, ki se združijo skupaj v krog, kajti torej, ko se zberemo skupaj, fizično sedimo skupaj v krogu in poizkušamo utelesiti to fizično formo kroga med nami v naši relaciji eden nasproti drugima, kjer ukinjamo sebe pred eden drugim in se povezujemo skupaj, povezujemo eden v drugega, kjer vsak doživlja hotenja drugega, želje drugega, kakor lastne potrebe njegove. Torej se povežemo kakor v verigo, in ta veriga je medsebojno povezana, medsebojno odvisna, in vsak del je povezan z vsakim drugim. Balha Sulam piše glede tega v učenju 10 sefirot, kaj pomeni povezati se. In to je v drugem delu. Malhut zgornjega postane keter spodnjega. Zaradi tega se Malhut povezuje vsakega zgornjega z spodnjim, kajti tu nastopi ekvivalenca forme, ki povezuje Malhut zgornjega z ketrom spodnjega. In kot rezultat tega je povezava med zgornjim in spodnjim. Povezava med vsemi stopnjami, ki obstajajo od sveta En Sof pa vse do našega sveta Asija, našega sveta. In to Šokelim de Jošer, to je linija, tu je povezava. Tu imamo povezave 10 sefirot in dejansko imamo 125 takih stopenj, pri čemer se vsaka stopnja sestoji iz 10 sefirot in vse to se imenuje kao, linija. In samo na ta način se te kelim povezujejo. Povezujejo z zgornjim krogom, z svetlobo En Sof. In vemo, da je celotno vesolju je samo svetloba En Sof tista, ki deluje. In od tam prihajajo vsa hotenja, vse želje in vsa vplivanja, ki jih prebudimo z našimi željami, pridejo od tam. To je zaradi tega je celotna povezava med Igulim je ustvorjena preko linije, kar pomeni, torej, takojšnji začetek zgornjega sveta vpliva na našo vesolje, kar sicer ne vidimo, mi zaznavamo samo svetove, ki so pod nami, torej negibno, rastlinsko in živalsko. Mi ne razumemo nas in mi ne zaznavamo
naše duhovne lastnosti in tudi nič nad nami ne percipiramo, samo kar je pod nami. In zato, če želimo začeti percipirati, moramo vzeti v ozir, da je vsa povezava metigolin stvorjena samo preko linije, kar pomeni povezovanje v krogu mora biti narejeno tako, da percipiram druge absolutno, ne glede na to, kaj je v njih pozitivno ali negativno občutenje, čustva, to mi ni pomembno. Jaz se povežem z njim, tako se pa on poveže tudi z mano in ko se poveže, ta medsebojna povezanost dogodi in ko vsakdo ukine svoj individualni ego, potem smo se že dvignili nad sebe in smo vstopili v prvo restrikcijo v Cimcu Malev. In to že deluje potem v meni in jaz potem na tej točki potem grem iz sebe in delujem zunaj. Če samo za nekaj trenutkov sem preko tega naredil duhovno dejanje. In nadalje medsebojno vključevanje, ki se tu dogodi, zakaj potrebujemo vedeti vse to? Za to, da bi začeli spreminjati, da bi vedeli, kaj počenjamo in da bi lahko kontrolirali in se pravilno razvijali, kajti v duhovnem svetu je vsako dejanje, ki ga naredimo od najmanjšega premika, da postvori reakcijo in rabimo razumeti ta feedback in začeti upravljati ta feedback. Torej, vsa bitja, vsa njihove reakcije so predeterminirane vse v smeri enega cilja, da se razvije ta celotna količina vse do človeškega bitja, dokler ne bo zmožno percipirati vse kvalitete drugih kakor sebe. Torej moramo se začeti kalibrirati na druga bitja, tako kakor bi se kalibrirali na stvarnika. Zakaj? Dokler imamo naše notranje kvalitete kalibrirane na nas, ga ne moramo začeti percipirati. Mere ali sile, torej uteži, ki jih lahko uporabljam, glede na kaj se lahko kalibriram, da lahko pridem bližje, kajti ne morem meriti, ne morem vedeti, kako blizu sem z mojimi kvalitetami, kajti moje kvalitete so egoistične in one me odvedejo stran. Torej, če bi vedel, kako, potem bi šel pa direktno proti temu. Vendar tu poizkušam eno ali drugo in ne vem, kaj ne storim. Dejansko je tu, imam hotenje, torej, nimam hotenja, da bi bil proti mojem naravi in ne vem, kam ne grem in kako ne grem. In odgovor na to je enostaven. Če se kalibrirate nasproti prijatelju pravilno, potem boste se tudi kalibrirali ustrezno nasproti stvarniku. Zaradi tega to piše Baha Sulam v članu Esenca Kabale in namen. Vse je predeterminirano glede na en cilj. In kaj je cilj? Za vse, kar reprezentiramo za človeško raso, da se razvijamo iz tega in da se dvignemo v teh kvalitetah. In oni občutijo, dokler mi čutimo drugega
potem se v tisti meri, kolikor resnično lahko zaznavamo druge, kar pomeni kodarkoli drugega razen mene, proti mojim egoističnim željam, do tiste mere, kolikor sem sposoben zaznavati drugega, občutiti drugega, do toliko lahko občutim stvarnika. In zakaj je imenovan drugi? Ker je bližnji k nam, kakor stvarnik, ker obstaja v naši percepciji in ker ne moramo se lagati glede našega odnosa do drugega človeka. V zvezi s stvarnikom lahko rečemo, ljubim stvarnika, želim biti kakor stvarnik. Z ozirom na drugo osebo pa tega ne morem tako reči. In tam ne imam nobene potrebe, da bi bil blizu temu človeku ali nobenih iluzij, kaj čutim glede njega, in tam razumem, da skrbim za samega sebe zgolj. In torej tu je prva stopnja, kjer pride naša metoda, imenovana integralna edukacija, kjer z pomočjo vseh raznih vrst vežb postopoma pokažemo primere drug drugemu v krogu, uporabljajoč vse vrste iger. Ni pomembno dejansko, katere obstajajo razna sredstva, ki bi jih lahko uporabljali v ta namen. Kalibriramo se tako, da bi prišli bolj blizu skupaj. In s tem, ko to delamo, da pritegnemo zgornjo svetlobo na nas, do tiste mere, kolikor se lahko venotimo v krogu, se kalibriramo in naredimo linijo, na katero vpliva zgornja svetloba. To je akumulatorski proces. Vsakič, ko se zberemo, ko smo zmožni, da se zberemo skupaj in naredimo nekaj, karkoli storimo, vsakič naredimo več. In tako vsakič nič ne izgine, torej v našem svetu in tisto, kar je znotraj ega, se požre in izgine. Kar je pa nad egom, to pa ostaja. Tisto, kar je nad egom, ostaja. In tako je, kakor tu sem jaz, ta veliki egoist, in vsakič, ko se poskušam povezati z krogom v delavnici, iz te velike egoistične mase, ki jo jaz prezentiram, naredim linijo in se povežem z zgornjim in še eno malo linijo in postopoma, malo po malo, preko akumulacije teh linij se pojavi v meni občutenje sile, ki vpliva na mene, in to je stvarnikova sila. In to je akumulativni postopni proces, in ki se aplicira na mojo egoistično maso, in postopoma začnem opažati vse razne vrste sprememb iz svetlobe, in potem pridem do drugačnega razumevanja in občutenja in pridem ven iz sebe kot egoističnega in začnem delati z drugimi na bolj smiseln način, in na takšen način se človek začne postopoma spreminjati. In to je ta vežba, tako kakor v čem drugem, kot pri
študiju kot pri športu, mnogo prakse, tako kakor glasbenik rabi stalno prakticirati in delati vse te vežbe. To moramo tudi mi tako delati, mnogo prakticirati. To je nekaj, kar moramo delati 24 ur na dan, kajti dejansko dobri glasbeniki stalno delajo, stalno vežbajo, stalno pripravljajo nove trike, recimo rokohitrci, stalno so posveča temu, torej, da privede to svojo veščino do stopne instinkta. Tu pride do vplivanja svetlobe. Moramo se trenirati, da bomo vedno, ne glede na to, kakšen krog je. To je relacija, ki se vzpostavlja med nami, ne glede na to, kje smo. In tu je sedaj, da bi v nas zgradili kvalitete zgornjega sveta v naših življenjih na ista načina, kakor vsi ljudje, ki so prišli sedaj v tole letovišče. Zato se moramo resnično prizadevati z mnogo napora, pozornosti za vse to. Baha Sulam piše v esenci Kabale in njenem namenu, vse v stvarstvu je predeterminirano, kar pomeni, da človeška rasa se bo dvignila v svoji kvaliteti, tako da bo zaznavala stvarnika, kakor zaznava druge ljudi. Zatorej je celotno naše delo je v tem, da se moramo naučiti preko drugih zaznavati stvarnika. In Rabaš tudi piše, kako smo lahko en človek z enim srcem in povezani en v drugega. Kajti poznano je, da kakor so njihovi obrazi drugačni, so tudi njihove misli različni in kako bodo potem kakor en človek z enim srcem. Od enega začetka, od prvega začetka so vse intence in želje različne. Niso nujno ravno nasprotne, vendar niso enake. In če rečemo, da vsak skrbi za sebe, potem ne morejo biti kakor en človek z enim srcem. Kajti potem ima vsak svoj set želja, če pa vsak kancelira, ukinja svoje lasten ego, svoja hotenja in skrbi samo za tisto, kar je izven njega, potem nimajo osebnih misli in kalkulacij, temveč vstopijo v iste kalkulacije, kar pomeni, da se vsak dvigne nad to in se fokusira na povezavo z zgornjo stopno in tako smo potem mi skupaj. To, kar pomeni, celotno naše dejanje je, da preko vseh vežb bi lahko dosegli stanje, ko se dvignemo nad naše telo, nad naš ego in se povežemo v eno telo in eno dušo. Torej, pisano je tudi tako, da obstaja samo ena duša v svetu, en malhut in mi se vključimo vanjo. Ko se dvignemo nad te individualne, telesa naša,
ko mi občutimo sebe, občutimo telesa, stanja, živali in ljudje, čutimo in zaznavamo naš svet, kajti to je vstopilo v naše pokvarjene želje in zato občutimo stvarstvo. Vendar, ko se enkrat dvignemo na to, začnemo občutiti, kaj je za vsem tem negibnim rastlinskimi in živalskimi in človeškimi bitji, konekcije in sile v ozadju letega za njimi. In ko se dvignemo še više, začnemo občutiti svet en sof. In potem izgine vsaka separacija in vse se združi v eno veliko celoto. In to je tisto, o čemer bi želel govoriti. In sedaj imamo vprašanja in odgovore, ki bodo glede te teme. Ne sramujte se, lahko začnemo z ženskami. Torej, lahko vprašate vprašanja, kakršnakoli želite, ali v zvezi z lekcijo, ali kaj drugega, kar ne razumete. Kakor vedno, kot sem rekel, običajno so moški bolj sramežljivi, običajno so ženske bolj agresivne. Ne slišim vas dobro? Ali v redu? Ja, bolje. Nisem razumela vsega, rada bi pojasnilo. Ja, dogodi se. No, pa pri meni se to velikokrat dogodi. Rekli ste, da občutimo stvarstvo preko nižjih instinktov. In težko je za nas, da zaznavamo nas in prijatelje, temveč lahko zaznavamo negibno rastlinsko in živalsko. No, dejansko mi obstajamo v svetu en sof, brezmejnosti. Ni nobenega drugega stanja v resnici, vendar v našem občutenju, naši alienaciji in kot rezultat naših želja, ki so egoistične in pokvarjene, namesto sveta en sof občutimo stanje, ki ga imenujemo naš svet. To je tisto, kar tu zaznavamo. In zato edino, kar rabimo delati, je korigiranje naše percepcije. Korigiramo nas same. Resnično želim korigirati mojo percepcijo. Torej, prosim, ugasnite telefon. Torej, prosim, samo tisti, ki so odgovorni, zakaj oni morajo imeti priklopljene telefone, ostali pa ne. Motite druge ljudi. Kako lahko govorimo o medsebojni pomoči in povezavi, če imamo tu ljudi, ki motijo druge? Če želim občutiti stvarnika, ali je dovolj, da sedim v krogu in absorbirati moje prijatelje, se povezovati z njimi? Torej, ali sedaj, ko bodo oni tudi se vključili v mane, ali bodo tako doživeli stvarnika. No, teoretično, če bi bili stalno v krogu in bi delovali na takšen način, potem bi bilo to vse, kar potrebujete v svetu. To bi bilo fizično in emocionalno povsem dovolj. Teoretično.
to bi potem delovalo skozi vse povezave med nami. Torej, moramo tudi iti v svet in moramo zaznavati in sprejeti vse probleme, ki obstajajo v svetu. Vendar to je samo, da povečamo povezavo med nami. Razvili smo določeno egoistično maso, debelino med nami, vendar to ni dovolj, moramo dobiti več. Torej gremo ven iz kroga in se diseminiramo in se povežemo še z večjo debelino, z večjo maso ega in to nam pomaga, da se povežemo skupaj. Kaj ti delamo nad tem, nad egom. Zaradi tega moramo iti k ljudem, vendar v bistvu je celotno naše delo znotraj nas, znotraj našega kroga. Najlepša hvala. Rekli ste, da obstaja neka vrsta negativnosti, ki jo kolektivno absorbiramo. Rekli ste, da če negativni del, ki ga človek zbira, torej in če ljudje ga potem skupaj akumuliramo, torej kako delati na pravilen način z vsem tem negativnim, ki ga akumuliramo. Nikoli ne delamo z negativnim v nas. Ne ukvarjam se s tem, ne. Prav gotovo, ko delate, nima nobenega smisla, da se žrete in ko ukvarjate z vsemi temi negativati, da se obtožujete, zakaj sem jaz tako slab in tako sem in tja in zakaj tega nisem storil. In vidim po nasmehih ljudi, da vedo, o čem govori. To je povsem napačna način, povsem napačen način, kako postopati. Naša naravnanost nasproti naši korekciji je pozitivna. Jaz grem samo proti pozitivno. Ko jemljem nekaj negativnega, potem nisem povezan s stvarnikom, temveč grem ravno v nasprotni smeri, kakor on. Nikoli ne razmišljam o negativni. Kajti, ko ustvarjam negativno razmišljanje, potem je tako, da je to stvarnik to napačno naredil. In vse, kar bo negativno v prihodnosti, tudi to stvarnikova napaka. Torej, negativno razmišljanje na noben način nikakor ni primerno, temveč samo ustvarjanje povezave z drugimi. In to je edino, s čem se rabimo ukvarjati. Ustvarjanje povezave. S tem se rabim ukvarjati in potem bo vse v redu. Torej, vedno znova usmerjam mojo pozornost in fokus da se maksimalno in optimalno povežem z drugimi. Kaj ti krog je podoben stvarniku? Ali negativno pripada samo enemu človeku ali skupini. Relacionirajo skupino, kajti skupina ima svoj ego in mi se moramo dvigniti na vse te stvari, moramo razmišljati samo o pozitivnem in pod nobenimi pogoji ne smemo kritizirati bodi si sebe ali drugih. Vedno se moramo poskušati dvigniti na tego in biti tam. Zaradi tega ne morete dejansko imeti stanja, v katerem človek ni inspiriran, ker bi bil potopljen v negativna čustva. Kajti, če je v takšnem stanju, potem ni v stiku z drugimi in tudi ne z stvarnikom. Pozdravljam Rav, moje ime je Lena, imam vprašanje kot posledica včerajšnje diseminacijskega dejanja. Začel bom s tem, da podobnost z svetlobo je lahko samo preko želje dajanja. Prosim, artikulirajte boljše.
biti podoben svetlobi preko hotenja dajati, se realizira z hotenjem dajati. In potem ob tem potem čutimo v osnovi prijetnost iz svetlobe. Torej mi uživamo. Torej, kdo vam je rekel, da mi želimo dajati? Mi smo tukaj in delamo znanost prejemanja, kabale. Dajanje je pogoj za prejemanje. Končno pa mi se bavimo z prejemanjem. Torej, koncem smo usmerjeni k prejemanju, torej razodetju stvarnika in biti izpolnjen z svetlobo brezmejnosti. Vsakdo tukaj želi priti do neskončnosti. Po včerajšnjem zbiranju smo se počutili odlično, vendar ljudje zunaj se niso obrnili, vendar mi smo se občutili, kako da smo v nirvani. Občutili smo in razumeli. Naše delo, torej v diseminaciji so taki kreativni ljudje, ki želijo podučevati, upravljati, vendar nimamo kaj posredovati, kajti oni tudi želijo dajati takšne stvari, torej premalo je tisto, kar jim dajajo, kajti tam so bili krogi in bili so tudi otroci in šla sem na oder, da bi zaposlila otroke, sem se pridružila jim. Vprašajte, prosim, vprašanje. Torej, ne vem, kaj se dogaja tam. Niste popolni delavec. Ona ne razume. Glede na naš diseminacijski kurs, kako lahko vzamemo te kreativne ljudi, ne samo, da bodo prejemali, temveč, da bodo potem to posredovali naprej in učili. Ne verjamem, da človek lahko skozi eno delavnico lahko dejansko začne, ne vem, kakšno veliko, ne morem si predstavljati, lahko je pritegnen k temu, lahko je zainteresiran za to. Lahko je zainteresiran iz pozicije tega, da se počuti dobro, da je navdušen, ali lahko misli, da bi bilo to dobro, če bi to delal doma na delovnem mestu, ali lahko misli, so zanimive ideje, to je neko novi kovčank in iz tega bom lahko delal denar, bom lahko delal kroge in bom ljudi osrečeval, da se bojo smejali, ali kakšne podobne kalkulacije kot to. On ima lahko egoistične interese, vendar, da bi razumel, kako se to dela, človek ne bo zmožen tega delati niti po 10 seansah, kajti razumevanje prihaja samo preko zgornje svetlobe. Samo preko zgornje svetlobe. Stvarnik vpliva na nas in edukator deluje samo, če ve, da so vse to je v bistvu Avodat Hašem, to je
da zgornja svetloba deluje. To je edino. In mi se samo kalibriramo, da nas zgornja svetloba lahko vpliva. To je tako, kako da gremo na plažo in se potem izpostavimo soncu. Torej, da potem lahko dobimo ustrezno barvo. Torej, da se nastavimo svetlobi in omogočimo, da svetloba deluje na njo. Kaj ti želimo biti kakor ona, želimo biti kakor zgornja svetloba. Zatorej, najbolj pomembno za nas je, da nadaljujemo z tem, da prirejemo takšne dogodke, take lekcije, pesmi, take dogodke, ki bodo proizvajale maksimalno delovanje zgornje svetlobe na vse nas. Torej, tu imamo svobodo izbire. Torej, ni se toliko ljudi izbralo, upajmo, da bodo še kateri ljudje prišli. In tu je bilo storjeno veliko delo, ki nas je privedlo sem. In tu živimo v teh pogojih, lahko bi morda bili celo bolje, kakor tukaj, torej ne opravičujem se organizatorjem. To je investicija. Ti napori prinašajo rezultate. Zberemo se skupaj v krogih in ne vemo točno, kako se organizirati. Razni ljudje so prišli in tu so jezikovne barijere in je to zahtevno. In tukaj so vse naši napori so nagrajeni in zato tega je zelo pomembno. Jaz gledam na to stanje kot na stanje, ki je zelo dobrodejno. To ni tako pomembno, da ni tako dovolj ljudi ali katerekoli druge okoliščine. Ne, vse je odvisno od prizadevanja. Zaradi tega je naša celotna metoda sedaj tu prisotna, postaja razumljiva. Vsako dejanje mora biti planirano na takšen način, da nas izpostavi zgornji svetlobi na najboljši način, da dobimo največjo možno izpostavljanje. Torej, tako da se predstavimo stvarniku in da se mi izpostavimo našemu vplivu. Ja, celotna kolekcija teh dejanj, ki pritegnejo svetlobo, ki reformira na maksimalen način in to potem bo delovalo. To je prepovedano, je to preobrniti v neke ceremonije ali neko religijo. V vsakem primeru religije izhajajo iz kabale. Vendar pa moramo dati tu osnove. Zakaj to delamo? Zato, da se korigiramo. Torej, da korigiramo naše želje in da dosežemo zgornjo svetlobo in zgornji svet, kar pomeni, da korigiramo naša občutenja, naše čustva, našo percepcijo. Vse je percepcija realitete in potem bomo začeli razumeti, da lahko percipiramo realiteto povsem drugače in da potem vse to izgine in upari in človek začne občutiti na mnogo bolj jasen način sile, ki se nahajajo za temi objekti in zgornja sila je že se preobrne v tako ogromno maso, kakor zgornji za misel ustvarjanja. Poslednje vprašanje, če bi lahko glede metode. Včeraj po našem dogodku
sem jaz in moji prijatelji smo zadobili bolj jasno sliko. Govorite jasno. Po našem dogodku, glede na to, koliko ljudi imamo, torej recimo 2% ljudi, in potem je bilo v hotelu, je bil dogodek in mnogo ljudi se je pojavilo. In potem smo razmišljali, da bomo poskušali uporabljati naše igre, naše kroge, naše vprašanja. In smo začeli delati in jih zabavati na naš način, kakor, torej, zakaj jih poskušate zabavati v hotelih, dejansko zabava. Torej, učite učenca glede na njegov način. Kaj je kabala? Kako s kabalo? Torej, želeli smo narediti kroge z njimi, vendar oni so hoteli biti kakor vladarji. Torej, tako se vam ego daje, da lahko stopite doli do njega in ga začnete vzgajati v drugačno formo. In ne, da ga poskušate zlomiti z vašim cirkularnim egom, da se bo priklonil vama. Torej, začeli smo delati z njimi, morate poizkusiti, kajti tu ste imeli opravka z ljudmi, ne z ljudmi, ki imajo točko v srcu in ki želijo študirati, temveč to oni želijo študirati tako enkrat na teden, malo nekaj, da je to zastonj, da je tu kava in piškoti in potem, in ko čez nekaj cajta, ko se to začne razvijati, potem pa potem se zadeva nadaljuje, prijetno ali neprijetno, je potrebno sedaj tudi kaj plačati. Moramo začeti z zabavnim. Hvala. Pozdravljen, Rav. Vprašanje imam. Rekli smo, da se krog lahko povsem pokrije vse potrebe človeka. Torej, znotraj kroga človek pridobi vse, kar rabi. Vendar pa vemo tudi, da se krogi razvijajo v skladu z črto. Torej, kaj naj bi bilo naravnanost krogov, kako naj delamo, da se stvori linija, ali naj vzpostavimo nekoga, ki vodi ta krog, ali kako. Med nami, a dejansko ni pomembno. Danes sem padel v krog. Danes sem trčil na krog in v tem krogu so sodelovali določeni ljudje in sedel sem z njimi in jaz sem delal mojo vežbo v tem krogu in sem nulificiral sem se, poslušal jih, dvigal nad svoj ego in potem tako sem delal na svoje povezanosti z njimi in kaj sledi temu. In naslednji dan, poslednjič spet krog, različni ljudje, boljši ali slabši kot jaz, bolj pripravljeni, manj pripravljeni, različni ljudje, različni stili razmišljanja, pristopi. In tu so bili ljudje, ki so bili v literaturi ali fiziki, ni pomembno. Tisto, kar je pomembno,
je povezati se, integrirati z vsakim, z tem istim Malhutom da in Sofom, k kateremu si moram prizadevati, da se usmerjam, s katerim se želim povezati z mojo kapljico, želim povezati v to ogromno morje brezmejne svetlobe, v to kompletno morje. Torej ni pomembno, s kom sedim. Spomnite se zgodbe rabi Josija ben Kisme, ni pomembno, vendar ko govorimo o ljudeh, ki razumejo, kaj je ta metoda in kako resnično dela in kaj narediti z njo, potem lahko vidim povsem, čim manj razumejo, mora biti tu neka določena ureditev. Torej, čim bolj to, jaz moram čim bolj se nulificirati, kajti drugače ne bom dobil od zgoraj take pogoje. Torej, če smo prijatelji in tako super, krasno, sedaj smo skupaj vse do konca korekcije in naslednji dan jih niti pogledati ne morem. V vsakem primeru so take primerni pogoji za to, da napredujemo naprej. Boris. Imam vprašanje. Ko smo začeli naš kongres, prvega dne se je skupina združila, imeli smo workshop in igre in bilo je zelo dobro stanje, ker smo se vsi povezali drug z drugim in na drugi dan, ko smo postavili pred nas cilj, da bomo proizvedli produkt za zunanjo javnost, to nas je še bolj združilo, neskončno bolj združilo. Grupna dinamika je bila izjemno intenzivna in vsi smo se povezali skupaj in tu je bila sedaj ta cilj je bil vzpostavljen in to nas je povezalo skupaj resnično. Kako vidite, kako efektivno je to bilo preko dejstva, da smo šli čez te zadeve in če je to res tako efektivno, to lahko apliciramo tudi na drugih kongresih, lahko to naredimo, ta produkt za zunanjo javnost, kajti to ustvariti nekaj novega za drugega, da ogromno enotnost v naših občutenjih. Seveda je zelo dobrodejno to v vsakem primeru, vendar razmišljam o isti javnosti, ki je, razmišljam o tej javnosti, ki se opiše in potem se to razširja in potem so tu vprašanja in odgovori in o tej topiki in tem, kako izvedemo to srečanje in da pomembnost tega srečanja. Vedno je potrebno vse to vzeti v obzir, kako povečevati pomembnost in intenzivirati. Takšne pozitivne akcije so zelo dobrodejne. Torej, in moški, torej mikrofon, prosim. Morate držati mikrofon. Govorili ste o svetlobi in željah, a lahko to bolje pojasniti, predno človek napreduje v skupini, kako je z njegovo voljo do prejemanja. Torej razlika, če uporabi nekdo
z tem, da uporablja svojo voljo do prejemanja ali pa reflektirana svetloba v skupina. O tem ne želim govoriti in ne priporočam vam, da se temu posvečate. Torej, v neki lekciji ste rekli, da najboljša stvar je, da uporabljate vašo željo do prejemanja. Kar je bilo tam, ne pojdite sedaj tja drugam in potem se boste zmedli z definicijami. To nima smisla. Ko se človek vključi v skupino svoje lastne želje, je to najboljša smer za njegovo delo. To lahko edino, kar rečem. Če dajete želje skupini in so za vas najbolj pomembne, potem ste pripravljeni, da lahko delujete in realizirate. In željo, ki jo občutite in ki je vaša želja, kaj naredite z njo? Moja želja postane želja skupine, kar vendar to je nekaj mišljenega za to reflektirano svetlobo, vendar no, dajmo ženske spet. Moje vprašanje je, torej vidite, vse to imam zapisano. Po noči sem delala, pripravljala naš kontakt z katerimi koli zunanjimi ljudmi, z starši, z zunanjimi ljudmi, ki jim diseminiramo, oziroma ki jim želimo diseminirati. Kaj jih vodi k temu, da razvijajo rešimot ali pa da razvijajo dobro, prijazno povezavo med sabo? Torej, ali je to prejemanje prijetnosti iz te povezave, ali torej, naš kontakt z zunanjimi ljudmi mora biti kontinuiteta naše povezanosti stvarnika z celotnim stvarstvom. Torej, kaj stvarnik želi od celotnega stvarstva? Da privede do enotnosti in razodetje svetlobe med vsemi ljudmi, vsemi stvaritvami. In v taki smeri morate delovati. Torej, mi jih porivamo, mi jih vzgajamo za to povezavo. Torej, treniranje v krogu. Torej, tu je še ena gospa, tamle zadaj. Stalno govorite, da zgornja svetloba deluje na vsakogar. To sem na nek način videla. In moje vprašanje, imamo tendenco, da se naučimo nekaj iz nečesa, vendar če smo mi samo kanal, ali ni dovolj, da se samo namerno povežemo z drugimi ljudmi, da bo zgornja svetloba enostavno prišla. У нас есть тенденция учить других. Недостаточно ли, учитывая, что мы канал связи со светом, достаточно дать ему работать над ними, над людьми, высшему свету? Učenje
je usmerjeno v to, da omogoči človeku kontakt z zgornjo svetlobo. Jaz nimam nič zadati človeku in nihče, nobeno stvaritev ne more dati nobeni drugi stvaritvi ničesar, temveč mu lahko samo pomaga, da se poveže z zgornjo svetlobo. Samo na takšen način se lahko kontakt učitelja z študentom ali povezava med prijatelji realizira. Mi se samo usmerjamo k zgornji svetlobi in ona naredi vse spremembe in vse izpolnitve v nas. No, je jasno, ne? Понятно, да? То есть, когда я tudi celo, če jaz pojasnujem, in 300 ljudi sedi pred mano, že resnih študentov, ki študirajo 10 let ali celo 20 let, samo izgleda, da jih jaz učim določene modrosti ali da jim dajem določena občutenja. Dejansko pa tisto, kar se dogaja, ni smatrano namen lekcije. Namen lekcije je njihova usmeritev, kako jih usmerjati, tako, da bo ta cev se postavila in bo zgornja svetloba šla skozi njo. So we only actually need to unite among us with you and purpose in our mind just go out with the thought, I'm just a channel. I just here to connect more people to me, to you, to the upper light, and that's it. No teaching, no nothing, just this. То есть мы должны объединиться между собой, выйти к людям и быть просто каналом связи для высшего света. Мы присоединяем людей к себе, и он действует на них. Этого достаточно? Mi rabimo biti tako, da se povežemo z ljudmi, tako da bodo lahko preko nas zaznavali zgornjo svetlobo. Skozi nas. Tega se ne da izraziti v besedah, kajti sistem je integralen, kar pomeni, ni linearen, kakor forma od zgoraj in vzdolj, temveč integralen. Jaz dajem študentom in v tem času oni prejemajo vpliv zgornje svetlobe. Istočasno se vključujem z njihovimi željami in se povezujem z zgornjo svetlobo zato, da ustvarjam povezavo med njimi in istočasno jih tudi na takšen način podpiramo zgoraj. To je multidimenzionalna struktura. Ko se enkrat ustvari v človeku, vendar potem je jasno, to ni, intelektualno je to težko razumeti, kajti v nas ni takšnih vzorcev, ki bi bile primerni, da bi to lahko dojeli, občutili. Tega nimamo. Na noben način ne morem percipirati neke duhovne kombinacije teh dveh sil, dajanja in prejemanja. У меня есть еще вопрос от группы Скандинавии, если можно. От группы Скандинавии есть вопрос. Začasno
smo v problematiki kar se tiče maserja. In imamo veliko željo, da pomagamo Izraelu v skladu z situacijo, ki jo imate tam. In sedaj vas vprašujemo, če naj vam damo ta presežek maserja, ki ga imamo, ali naj ga uporabimo v skandinavskih državah. Группа Скандинавии сейчас находится в процессе собрания Маасера, и они спрашивают, лучше ли отдать это Израилю, Маасер, который они соединяют, учитывая ситуацию в Израиле сейчас, или по-другому как-то действовать. Что делать с Маасером? Не вем. Jaz nisem povezan s tem, ne da ni nezanimivo, vendar študenti morajo dati teh 10% v skladu z Malhutom, kar se pojavi v njegovem duhovnem parcufu, vendar kako to uporabiti. Možno, da se to uporabi na specifični diseminaciji. Del maserja je tako in tako prenešen k nam v Izrael za prevajanje, za delanje lekcij in tako dalje. Vsi ti telesni elementi niso v moji odgovornosti. Jaz ne vem, kakor te ljudje, ki delajo z vami. Muši tukaj, z njim se lahko pomenite. Jaz nisem tehnični menedžer, jaz sem samo učitelj. Da? In kakor običajno. Zelo sem vesel, da sem tukaj z vsemi temi ljudmi. Vidim čudovite ljudi tukaj iz celega sveta. Rad bi delil z vsemi, še posebej za skupino BB. Slišim iz Izraela, da je veliko težka situacija v Izraelu. Torej na TV niti ne vidim ničesar in tudi CNN ne kaže nič. Na drugi strani vidim, da v Ukrajini na bolgarski televiziji pokaže mnogo, kaj se tam dogaja. In na kratko, mi smo dokaj zaskrbljeni tukaj. Govorjenje zvečer je bila in Rav je rekel, da v osnovi, ko delamo delo diseminacije in združevanja med nami in naša prizadevanja, kako dejansko se svetloba obnaša na takšen način, da potem tu nastopajo razne dejanja diseminacije in tako, in potem rezultati teh dejanj so potem na raznih mestih. Zaradi tega vas sprašujem, kaj se dogaja, kaj se dogodi, če delamo dejanje diseminacije, kako da se v Izraelu to ne pozna, kako da nastane takšen kaos. Ali obstaja opcija ali možnost, da se vidi svetlobo na koncu tunela, da se bo situacija spremenila, še posebej v naši državi.
Ali je to možno videti? Situacija se bo spremenila samo v primeru, če se bo Izrael spremenil. Situacija v Izraelu je najboljša situacija na svetu. Najboljša situacija je edina država, smejete se, zakaj je najboljša situacija, ker je to edina država, karkoli naredi, prejme. Torej, če delaš bolje, potem dobiš bolje. Če delaš slabo, dobiš slabo. Druge države lahko delajo slabo in ne bodo dobile slabo. Zaradi tega morate razumeti, v kakšnem sistemu delamo. Specifično mi, ker smo smatrani tisti, ki vladajo v metodi korekcije, samo v tisti meri, kakor jo bomo pravilno uresničili za nas in za celoten svet, samo do te mere bomo lahko videli direktne pozitivne rezultate. Če ne bomo delovali pravilni, potem bo to slabo za svet in za nas. Nič ni tu za narediti. Izrael je umeten produkt in Palestinci so prav. To ni nenarodno, to je poklic. To obstaja za to, da primer za cel svet. Na kakšen način je potrebno korigirati ljudi, družbo, ljudi, zato da so usklajeni s stvarnikom, da se povežejo s stvarnikom. Ni nobene situacija je dejansko kronična netretirana bolezen. Ni bila zdravljena tisoče let. In sedaj je prišel čas, da poskrbimo za njo. In kar pomeni, kako se bo to končalo, to pomeni enostavno, da ne razumemo, kaj imamo. Mi enostavno nismo resni. Če človek na cesti želi končati vse, da bo čim prej vsega konec in bo vse kakor prej, potem pomeni, da ne razume ničesar. In če se bomo naučili metodo korekcijo in njeno praktično uresničenje in bomo videli, kaj so naši učitelji napisali za nas. Kajti potem ne bomo rekli, kako bomo sedaj to uspeli in kaj se bo, kako bomo. Mi se moramo spremeniti, to je edini način. Jaz, on, vsi ljudje na svetu, ki razumejo, v kakšnem stanju so, na eni strani, С одной стороны, это уже самый центральный, самый внутренний круг. To je najbolj centralna krog med stvarnikom in človeštvom. In razen, če bomo izpolnili to nalogo, če bomo uresničili to delo, kakor Abraham do uničenja templa, torej 3000 let nazaj je bila ista situacija v Babilonu, ker so se ljudje tako med sabo borili, in 2000 let nazaj
je prišlo uničenje drugega templja. Glede na skupino Abrahama, ki jo je zbral iz Babilona in ki so bili zmožni občutiti bližino stvarnika za delo. In mi moramo nadaljevati. Nič ni zaprositi, ne bo kar boljše. Ne sedaj, vsakič je hujše, ker gremo naprej. In tu se sedaj kompenzira preko egoističnega razvoja. Ego se razvija hitrejše, kako smo se sposobni razvijati. Za voljo in rakete bodo se nadaljevale in problemov bo vse več, vse dokler ne bo narod prenehal in da bo se začel bolj primerno odzivati na to, kar se dogaja, in bomo začeli občutiti, kako rezultat našega dela ali rezultat našega trpljenja. Da v vsem, kar se dogaja, obstaja zgornja realiteta. In potem se reče, kdaj se bo to končalo. To moramo mi narediti sami. Da. תראה, אתה שבוע שעבר אמרת לנו, אני אמרתי לך, אתה יודע, מה נשאר עוד לעשות? לשכב על השולחנות ולעשות, אתה אמרת, לא במנהגנו. מצד שני, אתה אמרת לפני שבועיים ובשיעור בוקר, שבעצם כל נושא גוג ומגוג, אפשר לעבור את זה פנימית ולא חיצונית. אמרת, אנחנו נמצאים במלחמה גוג ומגוג, אבל אפשר לעבור את זה גם בצורה רוחנית, ולאו דווקא חייבים לעבור את זה בצורה גשמית. עכשיו, מה אנחנו רואים? רואים גוג ומגוג מתחיל להתבשל מבחינה כבר חיצונית, כבר לא פנימית. ממש מלחמה, אתה רואה מלחמה, חבל על הזמן, זה כבר גוג ומגוג חיצוני. טוני גוג עם מגוג. אולי תסביר לנו מה זה גוג ומגוג הזה? גוג ומגוג זה שכל... סליחה. Извиняюсь. Это совершенно не относится к Гогу Магог. Гогу Магог это To nima nobenega opravka z Gog in Magog. To je vojna iz Armagedona. To ni vojna med bližnjimi sosedi ali bližnjimi sorodniki, bratranci med nami. Ko se celotni svet združi proti Izraelu, torej splošen ego doseže tako stanje, da so se pripravljeni povezati med sabo zato, da bi prisilili Izrael, da se posveti korekciji, da se angažira v korekciji. Vse do tega stanja, ko se bodo združili proti nam, če bomo mi zmožni, sposobni diseminirani korekcijo, potem se bo vse prenehalo na miren, prijeten način. Če pa ne, potem bojo pa ogromne težave, zelo velike težave. Huda mučenja. To so zapisali profeti. In vse do tedaj, s tem bomo zgleda zaključili lekcijo, zahvaljujem se vam. Torej, pred nami je kosilo, sedaj bomo imeli premor, potem pa od 1 do 2 premor. המציאות חולפת ואני עכשיו חושב מה ייתן תקווה ויסלק את הכאב יוצא אל הרחוב מתערבב בתוך כולם
be wrong. Теперь я точно знаю, все мы соединены. Любой вопрос решаем, если вместе будем мы. Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир и 7 миллиардов я. Here we are, you should come along. With one voice we can spread this song. Bring down the walls, you know it won't be long. When we're together we cannot be wrong. Si nos dirigimos a un deseo por la unión, todas las puertas se abren al abrir tu corazón. Nada es imposible cuando hay fuerza y voluntad. Juntos